Tako, to je realnost. Zdaj ga pa imamo. Kyrie Irving je Maverick. Se pravi, Dallas Mavericks so v menjavi dobili Kyrie Irvinga pa še enega izmed bratov Morris, da bi v Brooklynu šli Spencer, Dodo in pa Piki, ne? To je realnost. O tem bomo spregovorili v naprej, v današnjem podcastu. Sam tole na začetku. Please stay normal. To je slika, ki sem jo videl na Twitterju. Nekdo je Kyrievo sliko dal gor v dresu v Dallasu in zgore pripisal please be normal. Please stay normal. Ja, tako je. V glavnem, če ste tukaj novi za podobne analize in highlightse, dobrodošli, da se naročite na moj kanal. Evo, pa imamo mogoče celo statistično gledano najbolj nevaren zunanji duo v ligi. Zakaj? Zato, ker ta dva skupaj, če bodo stvari pravilno tekle in če se bosta razumela, bosta ustvarjala hudičevo velike probleme za obrambe nasprotnikov. Dajmo si zamisliti, da gre Luka v prodor, navadno je koš. Da gre Kyrie v prodor, navadno je koš. Luko so včasih podvajali, ko je imel hudo dobro četrtino. Ne, uvodno predvsem. Ja, ne vem, če ga bojo upali zdaj podvajati. Zato, ker se bo potem spustila žoga za Kyrija. Če daš Kyriju prostor, ali ti bo šutnil trico, ali ti bo šel v prodor. Pač mu je vseeno. Pač koš bo dal, ker tak igralec je, ker je nevaren. Tako da jaz mislim, da tudi odpade, če Kyrija podvajaš, ker boš spravil žogo do Luke. Jaz mislim, to bojo težave za nasprotnike v obrambi. Zdaj spet, kdo bo igral obrambo pri Dallasu? Pa se Dallas ni igral obrambe že 3 leta. Kaj se sekiramo? Igral je obrambo Dallas v končnici lansko leto, ampak to je relativno kratek čas. Od takrat dalje neke obrambe od Dallasa nismo imeli. Zdaj poslavlja se eden izmed boljših prijateljev tako v slačilnici kot na terenu, Dorian Finney-Smith. Tukaj bo treba najti neko adekvantno menjavo, mogoče v Greenu, jaz tukaj tole vidim, mogoče celo se zdaj seli v prvo postavo. Se pravi, Jalen Green ni nujno, bomo videli, kaj si bo izmisli. Hkrati pa je prišel še Morris. Mislim, da to ne gre za tistega Morrisa, ki je imel toliko težav že pa prerekan z Luko, ker tisti igra v Clippersih. Pa ne me zdaj mantrant, ker je Markiv, pa ker je Marcus, ker sta tako enoječna dvojčka, pa si je težko zapomnim te zadeve. V glavnem, tudi on je močni igralec, to je prvo. V obrambi je zelo soliden, zadane iz razdalje. Tako da, to je ena dodatna moč, ki jo jaz vidim tukaj pri Dallasu. Zdaj, ogromno je pesimizma. Jaz to razumem popolnoma, zato ker Kyrie je posebna oseba. To sem že v prejšnjem podcastu povedal. Ne govorim zdaj o tem cepljenju oziroma njegovem necepljenju, to je njegova osebna odločitev, marsikoga drugega. Jaz osebno menim, da mora biti to osebna odločitev vsakega posameznika. V glavnem, tako da tole zaključimo. Nisem mislil zaradi tega. Zaradi zadnje čase nekih njegovih verskih izpadov, ki so ga stali pogodbe z Nikom. Pa še marsičesa. Tako da nekje sem zasledil celo, oziroma Matjaž, kolega mi je zapisal, da zdaj zaradi njegove muslimanske vere on v času končnice lansko leto ni jedel, vse vemo, oni lahko samo določene ure verniki jejo, tako da v bistvu je pil vodo cel čas in seveda ni bil na pravi fizični kondiciji, kar je logično, ker telesu primanjkujejo zadeve. Glavnem, upam, da se s takšnimi stvarmi v Dallasu ne bodo ukvarjali, je pa velika možnost, da se enostavno bojo. Zdaj le na hitro ena zadevica. Največ točk doseženih v izolaciji. Ja, trenutno je Dallas edina ekipa v ligi, ki ima 2 igralca v tej kategoriji. Seveda je na prvem mestu Luka Dončić, ki je dosegel 740 točk sam, se pravi brez neke pomoči asistence. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, 9. mestu je pa torej Kyrie Irving z 386
točkami. Zdaj boste vprašali, pa kako bo to delovalo, sej samo ena žoga. To sem glih Mičotu, kolegu, ko včasih dela z mano podcast razlagal. Leta 92, ja, vem, veliko nazaj, pa vendar. So v Dream Teamu bi lahko imeli 11 žog, Leitner ne bi rabil imeti, on je bil še zelenec, ampak drugače bi rabili 11 žog tam verjetno, pa so shendlali. Pa še kako dobro. Hkrati sta Kyrie Irving in Kevin Durant skupaj okoli 750 košov dosegla brez asistence. Če se navežem naprej, torej Kyrie Irving je 9. v tej statistični periodi, medtem ko je njegov zdaj že bivši soigralec Kevin Durant na 10. mestu z le točko manj. Tako da jaz mislim, da bo tudi to. Zdaj se drugo vprašanje še meni postavlja. Glede na to, da Kyrie Irving ni maral, dobesedno ni maral svojega prejšnjega trenera Steva Nasha, in da je celo v nekih izjavah govoril, da Netsi po njegovem mnenju sploh nimajo trenerja. Kako bo zdaj odreagiral, ko bo njegov trener Jason Kidd? Zato, ker vemo, karieri košarkarski Jasona Kidda in pa Steva Nasha sta se močno prepletali. Oba dva sta v neki določeni točki igrala za Dallas, oba dva sta veljala seveda za izvrstna organizatorja igre, najboljša v svojem času, tako da tale trmoglav Kyrie, ja bomo videli, lejte, zelo prehitro sodimo, se pravi, Američani, oziroma v Dallasu natančneje, so zelo naklonjeni temu, da pride Kyrie v Dallas, oziroma da je prišel. Kaj to pomeni zelo naklonjeni? 70-30 za, oziroma proti. V Sloveniji mislim, da je bolj situacija 50-50 ali pa celo v tisto negativno smer. Po komentarjih sodeč. Veliko je te skrbi, če bo Kyrie spet kaj zašuštral, da tako rečem, če bo spet sredi sezone hotel ven ali pa še prej, če bo sploh zdržal do konca. Tako da ja. Zanimivo se mi zdi, da mislim, da neke posebnosti pogodbe še niso dorečene. Zdaj znano mi je, da do konca sezone je v Dallasu. Kaj bo pa pol, mislim, da mu lahko ponudijo. Dajte me tukaj popraviti, če se motim. V glavnem, ja, čas bo pokazal, jaz mislim, da bo prva tekma, kjer lahko Kyrie igra že proti LA Clippersov v tem tednu, če me spomin ne vara. Bolj me sicer zanima, kako bosta delovala z Luko skupaj na parketu. To jaz čakam, ampak zdajle za enkrat še Luka mora malo počivati, ker pač poškodba pete do te mere je, da rabijo malo tole zregenerirati, ampak ne bo nič prehudega. Tako da ja, vem, da ste se razpišali že v mojih prejšnjih postih o tej tematiki, ampak glejte, jaz bi še vseeno tukaj želel pokomentirati malo stvari, kako vidite vi same zadeve. Vendar le gre za bombo od prestopa, to se moramo strinjati. In ja, ne vem koliko že, ampak vseeno čas bo pokazal, kje smo. Bi še pa tole tukaj dodal, V vsakem primeru, košarkarsko gledano, mislim, da je Dallas naredil pravo potezo, ker so v vsakem primeru v tem trenutku so nevarnejši, kot so bili prej. Vemo, da smo se zelo dosti bunili na tem, kako igra, na kakšen način igra Dallas, da je praktično vse v rokah Luke. Mislim, če pa zdaj ni razbremenjen, oziroma če zdaj ne bo razbremenjen, pa ne vem, kdaj bo. Zato, ker lahko oba dva mučita žogo kar dolgo do onemoglosti, ampak sta pri tem tudi precej učinkovita. Tako da se pravim, koncentracija obrambe nikakor več ne bo na enem samem igralcu. Možno celo, da bodo z Luko poskusili malenkost več na dvojki, kar spet ni tako slaba zadeva, ker ne bo toliko tapkanja žoge strani Luke, malo manj bi znal biti utrujen. Sicer pa neko izpopolnjevanje enega pa drugega bo, oziroma izmenjevanje na enki, dvojki, tole vidim naprej. Za Luko smo videli, da odlično se deluje z Woodom, jaz mislim, da Kyrie s tem tudi ne imel večjih težav, ipak je pick and roll mojster isto. Pa hkrati še čakamo, da se še kakšen snajper od zunaj, tako zvan snajper, prebudi, ali bo to Bullock, ali bo to Hardaway.
S tem mislim predvsem, da bo več konsistence, ne? Se pravi, še več vidim tukaj prostora odprtega za strelce, še več možnosti za odprte mete, oba dva bosta prodirala, tako da ja, mogoče bo malo statistično asistence Luki padle, mogoče tudi točkovno, ampak nič za to, verjamem, da je skupen cilj, da gremo do prvaka, zdaj pa res grejo all in, no, če zdaj ne, pa ne vem. Mislim, da se tole zdaj čaka v Dallasu, ker strah in trepet za branilske linije prihaja iz naslova Dallas Mavericks. Hvala, da me spremljate, še enkrat Gregor na tej strani Greg Skorta, dajte se naročiti na moj kanal, da še kaj pokomentiramo, no? Da se kaj zanaliziramo, pogledamo kakšne highlightse in tako naprej. Come on Kyrie, come on Luka, let's go!